Harvardu. Zdaj pa bi prešli na zaključne besede. Morda samo še hiter pogled na naš pogovor, vaša vprašanja. Že skozi debato na okrogli mizi sem jo po malem spremljala in vidim, da ste se vključevali, zastavljali vprašanja, pa tudi odgovore. Zato se morda ne bi v tem trenutku mudili in predajam besedo Petru Grumu, vršilcu dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informacijsko družbo in informatiko na Ministrstvu za javno upravo, da povzame današnji dan in zaključi konferenco. Izvolite. Hvala, Katja. Spoštovani udeleženci, dame in gospodje, lepo pozdravljeni še z moje strani. Moram izraziti zadovoljstvo, da smo to našo že 11. konferenco Informatika v javni upravi uspešno pripeljali h koncu. Okoliščine so take, da smo se bili prisiljeni poslužiti digitalnih alternativ, kar je precejšnja sprememba v primerjavi s prejšnjimi leti. Kot veste, je prejšnja leta konferenca potekala v živo na Brdu. Lahko verjamete, da je bil ta način izvedbe konference izziv tudi za nas kot organizatorje. Zato bi se na tem mestu še posebej rad zahvalil svojim sodelavcem in pa Slovenskemu društvu informatika, ki so skupaj poskrbeli, da je izkušnja potekala praktično brez napak in da so se z njihovo podporo na konferenco lahko vključili tudi tisti, ki so imeli v začetni fazi tehnične težave. Zdaj, na konferenci je bilo skoraj 500 udeležencev, vse skupaj. In te udeleženci so se nam nadaljavo pridružili v odkrivanju digitalnih priložnosti in izzivov v javni upravi. Hvala vam, brez vas te konference ne bi bilo. Po drugi strani pa ta odziv tudi potrjuje pomembnost tega dogodka za izmenjavo znanja in mnenj, aktualnih informacij na področju informatike v javni upravi. Danes smo lahko prisluhnili celi vrsti odličnih prispevkov v izvedbi različnih strokovnjakov iz javne uprave, iz gospodarstva, pa tudi iz akademske sfere. Prisluhnili smo tudi zelo zanimivi okrogli mizi. Zdaj, naslov konference je Digitalizacija v sodobni državni informatiki, soočanje z izzivi nove realnosti. In jaz iskreno upam, da smo tekom teh predstavitev dobili kakšno idejo ali pa da nas bodo ti prispevki vsaj spodbudili k razmišljanju, kako izkoristiti te izzive, ki jih epidemija prinaša, in da bomo mogoče realizirali kakšno novo in učinkovito informacijsko rešitev v naših domačih okoljih, domačih mislim znotraj vaših organizacij. Dejstvo je, da digitalna transformacija ni samo copy-pastanje analognih rešitev v digitalni svet, kar je večini lastnikov procesov mogoče najbližje. Dejstvo je, da moramo spremeniti osnovno paradigmo, da moramo procese in informacijske rešitve načrtovati iz digitalnih izhodišč in izkoristiti prednosti tega sveta proti analognemu. Za aktivno sodelovanje pri pripravi in predstavitvi teh res zanimivih prispevkov bi se rad zahvalil vsem predavateljem in udeležencem okrogle mize za super debato. Mislim, da nam je dala ta okrogla miza neko meso za razmislek do naslednjega leta, do nove konference. In seveda zahvala gre tudi našim moderatorjem, Bernardi Žaran, docent dr. Mitji Dečmanu, docent dr. Slavku Žitniku in pa seveda naši Katji Mihelj Nagode, ki so celotni program te konference povezali v neko lepo zaključeno celoto. Smo že v prazničnem decembru, smo opazili, da so lučke po mestih že prižgane, zato mi dovolite, da vam vsem iskreno zaželim čim več uspeha, osebne sreče in zdravja v prihajajočem letu. In če govorimo o zdravju, naj ta želja po zdravju letos ne bo samo prazna beseda kot v preteklih letih, ampak naj se v letu 2021 tudi materializira. Nasvidenje v prihodnjem letu, ko se bomo v živo ponovno srečali v decembru 2021. Ne glede na to, da je bila tale virtualna izkušnja kar dobra, vseeno upam, da se bomo lahko drugo leto tudi v živo videli na Brdu ali pa v kakšnem drugem klasičnem okolju. Hvala in lep dan še naprej.